Živijo in dobrodošli. Da me je zastrino. Živijo in dobrodošli. Jaz sem Kristjan in živalski vrt je zaprt. To pa še ne pomeni, da se noter dogaja kaj manj. Nasprotno, živali so podivjale. Predstavil bom top živali za obisk po zimi. Malo bom pogledal okoli po živalskem vrtu in upam, da bom s tem spodbudil vse vas, da takoj, ko bo to možno, prijete tudi sami pogledati, kaj zamujate. Prvi na seznamu vedno lušni mačji panda, drugače poimenovan tudi rdeči panda in ognjena lisica. AKA Firefox, eden najbolj priljubljenih in najbolj varnih vrskalnikov. Kle res gleda tako. Ta njegov košat rep se uporablja tako za šal, ko me mrzlotko, kot ga uporablja danes. In pa tudi seveda za ravnoteže. Zaradi tega, ker veliko časa preživi v krošnjah, ga uvrščajo med rakune. Če nima kdo glih pošlihten, v kjer okvirček bi se dal, ki mu ga družba predpisuje. Klemete mači, panda, rakun. In uživa bolj, kot vsi mi danes. Ok, čakaj. Po natančnem preverjanju informacij smo ugotovili, da navedene trditve žal ne držijo. Mačji panda se ne uvršča več v družino rakunov, temveč se uvršča v družino mačjih pand. Dve lekciji tukaj. Če te hoče družba potisniti v en okvirček, ki ti ne paše, nared svojega, tako kot mačji panda. In drugič, ne varit vsega, kar ti pravi folk na internetu. Ajde, gremo naprej. Kaj na japonska risanka, preveč je luškan, grdo je že. Mačji panda sicer ima karakteristike, ima zobe zato, da bi lahko jedel meso, ampak ga uporablja samo zato, da uničuje bambus. Načeloma je samotar, druži se pa takrat, kadar se hoče part. Klasičen milenit, bi jaz temu rekel. Prehranjuje se pa 16 ur na dan, kar je približno tako, kot jaz v lockdown. Zdaj pa ne. Mičkan bedan je feeling, ko se te noji naveličena. Koliko rabiš? Kaj rabiš narediti? Naslednji, ki se jih splača pozimi pogledati, so guanaki. Največji avtohtoni prebivalci Južne Amerike. Nasplošno izgledajo ene najbolj chill živali v živalskem vrtu. Zaradi tega, ker živijo tudi nad 4000 metrov nadmorske višine, imajo za 15% večje srce kot ostali sesavci. Tako da smo si v tem zelo podobni, tudi jaz imam veliko srce, da sem se odločil tole pokazati vam. Taka velika žrtva videti v živalskem vrtu in pogledati. Vidite, mladičem se reče čulengos. Tako da, če boste kdaj stali pri tej ograji in klicali, mali, prid sem, ne bo šlo, je treba pa njih. Hola čulengos, hola čulengos, vamos a la playa. Si? Guanaki so tudi znani, da kadar so v nevarnosti, lahko itak, tako kot lame ali pa alpake, plunejo 2 metra, ampak spustijo me da tak visok krik, ki se sliši kot en smeh. Upam, da jih nisem vznemiril. Tako da, če boste kdaj zunaj slišali en tak smeh, raje pogledajte okoli, kje so kakšne pume. Če pa vas bo pol še nekdo iz razdalje 2 metrov plunil, pa veste, da je to sem guanako, ki dela paniko. Pravi chill majstri, no. Hasta la vista, amigos. Hej! Kjer je svinja, a? Kdo je luškane svinje? Kdo je luškane pojčke? Tok veseli. Družba jih pa tako zavrača, zavrača. Sposovka je svinja, ne? Zakaj? Naslednji je največji med mačkami, največji med tigri. Sibirski tigr. Tigri lahko pojejo do 27 kg hrane naenkrat, ampak se običajno ponavadi ustavijo pri razumnih 9 kg. Vse treba paziti na linijo, a ne? Gospod tiger. V naravi razen človeka nimajo nobenih drugih plenilcev. In ta kolega je pozoren na čisto vsak moj korak. Sem lahko naredim po tleh, on že stoji pri meri in čaka, da bo reagiral. Tiger ima na čelu glave tako značko, kakor je kitajska pismenka za kralja. Zato ni čudno, da so ga tam jemali kot božanstvo.
Se ne rečem, da ni lepo biti sam v živalskem vrtu s skrbniki, ampak je pa tudi malo bedno, da ni folk zraven. Evo, za mano so kozorogi. Naši predniki pri poimenovanju niso bili najbolj inovativni, saj so kozo z dolgimi rogovi opisali kot kozo rog, torej jedrnato, direkt, vsaka čast. Prvi zadetek, če poiščeš kozoroga na Googlu, je, da je to najbolj ambiciozno znamenje. Vredno pomnenja, sigurno kdaj prav pride. Rogova imata oba spola, #equality, ampak so pri moških večji in daljši. Vedno neke take fore. Z mesta lahko skoči 2 metra, z letom pa 4. Naravnih sovražnikov razen nekih prepadov ali pa ljudi pri nas načeloma nima. Mogoče, načeloma. Parijo se po zimi. Še en razlog več, da se jih splača pogledati. Odlična akcija. Odlična. Res. Veliko se da naučiti. Sam si grejo neko tako pozo nazaj in potem gledajo samico, kaj bo naredila. Kar je kar dobra taktika, večkrat probo. Tale kolega čaka tukaj že 5 minut, Zigoran. Verjetno mu je rekla, sam že pojem. Pa bo. Kozoroška poezija. Pogled razočaranja. Univerzalen za vse živalske vrste. Črno temo. Tako, z živali smo končali in res upam, da vas bo ta video spodbudil, da tako, ko bo to mogoče, pridete obiskat živalski vrt. Veste, februarja 2020 je v Slovenijo prišel novi koronavirus, drugače imenovan tudi A lahko to malo skrajšaš, ker to poslušam čist vsak dan, na čist vsak postaj. Čist vsak. Štekam, pa vse to poslušamo in vsem je bedno, tudi meni je. In z vsakim obiskom, kavico, nakupom v trgovini lahko pomagate veliko, zaradi tega, da se lahko skrbi za živali še naprej tako lepo ali pa še bolj kot se zdaj. Če ste cari, kupite letno karto, zdaj božični čas kmalu. Kaj je fajn? Letna karta se ti povrne v 5 obiskih. Mogoče zdaj pomisliš, da bom šel pa 5-krat v enem letu, kar prej nisem šel enkrat v 5 letih. Ampak, če imaš letna karta, nimaš tega pritiska, da moraš čez cel živalski vrt, ampak greš pogledati tam tisto, kar te zanima, imaš pol ure, greš pogledati tigra, narediš en selfie za Instagram in je to. Pa še neke dodatne popuste dobiš. Če pa ne morete, pa nič hudega. Vsak ima svoje zmožnosti, lahko delite ta video, da ga bo videl nekdo drug, ki to lahko. Skupaj smo v tem in skupaj bomo tudi prišli ven. Zdaj pa dosti nakladarja. Upam, da se kmalu vidimo in bo živalski vrt spet zaživel. Lepo se majte. Hola.